Ja, Billy Idol je bil tole in Cradle of Love. Ampak, jaz nisem več sama na tale, kot so rekli, turbulenten četrtek, sem si pripravila tudi eno tako močno žensko in sicer predsednico upravnega odbora Celjskega sejma. Nina Vence-Panger je z mano. Dobro jutro. Dobro jutro, pa hvala za tako res dobro napoved. Ja, lej, za dobre ljudi se splača tudi dobra napoved, a veš. Super, hvala, vesela. Ampak jaz mislim, da si ti tudi privlekla zraven malo lepšega vremena, kot je bilo napovedano, ker včeraj je kazalo, da bo res nebes, pa vidim, da se nisi rabila sankati. Ja, malo smo bili prestrašeni, ampak mogoče nam pa uspe danes poklicati tudi kaj sonca. Drživa pesti. Ja, drživa pesti. Nina, jaz te bom kar napadla, če lahko. Evo, izvoli. Zdaj, sej veš, če se spomniš nazaj, 6 let nazaj, ko so vsi rekli korona in potem tudi obsojeni na propad sejmi in tega bo konc in vi boste vsi ostali brez služb, pa si jim dala vetra. Zdaj vidim, da je zgodba popolnoma drugačna. Ja, res je. Če se tudi jaz spomnim tistih časov od leta 2015 recimo pa do 2020, nas je bilo pošteno nekako kar strah, kaj se bo sejmi dogajalo. Nekako težko verjameš, če gledaš zgodovino, pa da so sejmi v neki obliki bili prisotni čisto res od samega začetka, da bi se kar končali, ampak nekako s to digitalizacijo in pa nekako najboljše res ni kazalo. No, pa se je zgodila korona, ko je bilo pa korone konec, so pa sejmi dobili čist nek nov zagon, nov koncept in moram reči, da so nazaj boljši, zahtevnejši, pa učinkovitejši. Pa tudi lahko rečem, da kar precej večji, no? Oziroma, zdaj ne gledano kapaciteto, ampak kapacitete dejansko imate vse zapolnjene do zadnjega kotička. Ja, spet malo nam gre na roko to, da je v bistvu trend zdaj v regionalnih sejmih, zaradi tega, ker so globalni in ti svetovni sejmi postali skoraj da preveliki in pa težko obvladljivi. Ja, na teh sejmih se predstavljajo novosti, glavne inovacije, vsi grejo tja, ampak če pogledaš z vidika posla, ko ti prideš na en globalni svetovni sejem, kjer je, ne vem, 20 razstavnih dvoran, ne vem koliko tisoč razstavljavcev, to je dejansko nemogoče, da boš ti vse si ogledal, vse obiskal, tudi na sestanke moraš biti mesece prej pripravljen, zaradi tega, ker so narejeni urniki in če se dovolj časa prej ne prijaviš, ne prideš do sestanka. No in tu je nastala priložnost za nas regionalne sejme, ki so dejansko potem manjši, obvladljivejši in pa v bistvu regionalni, se pravi, da se tu zbere neka regija, in jih tudi v parih dneh seveda si lahko ogledaš in tudi opraviš se sestanke in tam se potem sklepajo posli. No, ko smo že pri sklepanju poslov, ne? Jaz mislim, da je bil en tak dober koncept zdajle nazadnje predstavljen. Pustimo Agritech. Agritech je bil presežek v vseh traktorjih in kombajnih, Res je bil in tudi gužvi. Ja, Oprosti, res je bila gužva. Ja. V nedeljo smo hodili en po drugem. Tako. Ampak Fit and Well je bil pa koncept sejma, ki mislim, da ne vem, če je bil dejansko kdo od nas pripravljen na njega. Kljub temu, da ste kar lepo nas hoteli pripraviti, nas je vseeno vse presenetilo. Ja, no, če se samo za sekundo dotaknem Agritecha. Agritech je v bistvu primer sejma, ko se poklopijo vse zadeve. Se pravi, v pravem letnem času, na pravi lokaciji, pa za pravo ciljno publiko. Gre dejansko za nekak strokovni sejem, kjer se predstavljajo samo mehanizacija, kmetijska in gozdarska in pridejo večinoma obiskovalci, ki pač to res potrebujejo, kupujejo in se združita dve ciljni skupini, ki ena drugo potrebujeta. No, Fit and Well je pa ena zanimiva zgodba, ja. Ker Nini je zdaj prav nasmešek na obraz pršel, ne? Ja, zaradi tega, ker jaz sem vedela, da je to en nujni korak, ki ga mi moramo narediti. Vedela sem, da je to zdaj pravi čas za tak dogodek, da smo ljudje, če spet izhajam tudi sam sebe, da se vsi zdaj malo ukvarjamo s tem, kako ostati zdrav, lep, mlad in pač fit. Ja, fit kar do konca življenja, ne? In da so ljudje pripravljeni v to vložiti veliko časa in pa tudi finančnih sredstev. Tako da sem vedela, da je to siguren pravi koncept. Je pa res, da smo mi prej desetletja delali ta sejem Altermet, ki je bil močna blagovna znamka, je imel veliko obiskovalcev in je potem bila tudi pri nas recimo na firmi kar malo dilema, kaj pa zdaj, ne? Če je močna blagovna znamka, zdaj bomo pa kar ugasnili
In sem imela kar veliko izzivov, v bistvu tudi svoje prepričati, da je to pravi korak, da je to treba narediti in da bo sigurno dobro sprejet. No, zastavili smo si res visoke cilje. Ja, ampak ste jih dosegli. Niti blizu še nismo. Ne? Ne, res smo si zastavili, da mora to biti projekt, ki bo v bistvu obsegal celo Adria regijo. Se pravi, da si želimo, da se tu v Celju naredi ta Fit and Well sejem, na katerega bojo hodili tako razstavljavci kot obiskovalci iz cele Adria regije. Letos je bil zametek. Bil je zelo dobro nared, tudi je bilo že zelo veliko tujih obiskovalcev, kar smo slišali od razstavljavcev, ki so bili res presenečeni, da je v bistvu tak sejem že lahko toliko mednaroden in da so dobili toliko nekih mednarodnih kontaktov in priložnosti. Za nas je bila pa to potrditev, da smo šli v pravo smer. In smo v bistvu zdaj začeli že kar na polno delati za naslednje leto. Se pravi, ti si že v bistvu v letu 2027, pa se še sploh 2026 ni končalo. Pa tudi že v letu 2028. Nina, ne prehiteve, zdaj le bova najprej dale malo glasbe, da poplahneva seveda tudi suho grlo. Potem pa seveda nadaljujeva, ker morava še obdelati to, da si namreč stopila kar v velike čevlje in vidim, da ti kar gre. Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy in z mano je predsednica upravnega odbora celjskih sejmov Nina Ermenc-Pangerl. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Nina. Ja. Zdaj, ko moram reči, da v našem studiu je Nina Pušlar zadnje čase kar pogosto in mi je všeč, da se tale Nina zdaj kar nadaljuje. No, super. Ja. Zdaj, Nina, jaz bom tako rekla, tvojega očeta pozna marsikdo v Celju, ker on je bil ta prvi kralj celjskega sejma. Res je. Zdaj si pa ti stopila v njegove čevlje. Leta 2022. Mislim, da je bilo 23. Tako, ja. Ja, začetek leta 23. Tako. 1.1.23. Ja. Kako je to bilo? No, bom čisto odkrita, priznam, nisem se zavedala točno, v kake, da rečem, čevlje sem stopila, oziroma kaj me čaka. Takrat sem se še na začetku hecala, da se jaz imam tudi velike noge, bom že zmogla, ne? Ampak veliko sem se naučila v teh 3 letih, tudi veliko spremenila svoje delovanje, svoj način razmišljanja, ker nekako moraš najti svoj način dela. Ti ne moreš narediti copy-paste sistema nekoga drugega, ampak moraš najti svoj sistem vodenja, svoj sistem dela in tudi razvoja podjetja. In jaz mislim, ali pa kar trdno verjamem, da sem ga našla, ker tudi vidim, kako odziv imamo recimo strani javnosti in pa naših obiskovalcev, razstavljavcev, se pravi strank, tako da jaz mislim, da nam dobro gre. Tudi jaz sem prepričana v to, ker zdaj sejmi se kar vrstijo in zdaj kar sva že omenili, najprej sva začeli z Agritechom, sva nadaljevali na Fit and Well, ki je v bistvu postavil dejansko tudi nov koncept sejmov in zdaj prihaja mednarodni industrijski sejem. Tako, vmes je bil še festival izobraževanja in zaposlovanja. Tako. Tudi en manjši dogodek, ampak tudi zelo uspešen. Prihaja MIS, ki ima tudi nov koncept, ker smo ga prej desetletja delali vsaki 2 leti. Sedaj prehaja na letno edicijo in bo v bistvu potekala rotacija tematik. Se pravi, parno leto bodo druge tematike kot neparno, tako da bomo v bistvu nekako nagovorili celo industrijo v okviru teh 2 sejmov. Kar smo pa tudi zelo ponosni, je pa to, da smo uspeli že zdaj privabiti kar nekaj dogodkov iz drugih delov Slovenije, kar pomeni, da se v Celju vedno več dogaja, da prihaja vedno več ljudi v Celje in to je tudi zelo velika priložnost za Celje, da izkoristi vse te ljudi, ki jih v bistvu mi pripeljemo na ogled sejmov. Ker nekako, če ti že se pripelješ recimo iz Kopra v Celje na ogled sejma. Je treba še nekaj pojesti? No, tako, super je, če si greš še kaj ogledati. Imamo kar nekaj že dobrih stvari v Celju, ki jih nudimo. Nujno bi pa bilo, da se še razmisli, kako v bistvu to še bolj izkoristiti. Ja, mogoče kakšen hotelček pri vas ne bi bil odveč, če namignem, ker pogovarjamo se že o tem dlje časa. Res je. To je bila v bistvu kar moja prva ideja, ko sem prevzela vodenje. Mi hotel nujno potrebujemo, če se želimo kot sejem in pa kongresna dejavnost sploh razvijati. Tako da to je za mene must, mora se zgoditi, vemo že lokacijo,
nekako malo tipamo pri potencialnih investitorjih, tudi to verjamem, da bomo našli. Je pa res, da si želim neko zgodbo, ki gre z roko v roki z nami in pa z mestom Celje. Se pravi, da ne bi prepustili hotela kar nekomu, da zgradi tu hotel in pač je to zgodba za sebe, ampak mora nujno biti v sožitju z v bistvu nami, ki bi želimo razvijati kongresno dejavnost in pa tudi Celjem. S tem, lokalna skupnost, tako, da se podpira. Tako da je to pa zdaj takih investitorjev pa ni tako veliko. Ampak verjamem, da ga bomo našli. Je pa res, da jaz bi rada hotel jutri. Čuj, ali pa rabila bi ga jutri. Jaz sem za, lahko začnemo, nama bojo že dali 2 lopati v roko, pa lej, začeti je treba nekje. Ja, res je. Nina, jaz moram reči, da si najbolj pogumna ženska v Celju, lahko rečem, ker furaš sejem in sejemsko dejavnost. Koliko zaposlenimi zdaj? No, zaposlenih tako veliko nimamo, glede na to, kaj v bistvu vsako leto spravimo skupaj. Nas je tu okoli 25, ki redno delamo za... To je 25 plač. To pa je res. Ja, pri plačah je pa druga zgodba. Ja, je. Seveda mislim, tako kar pridružijo se nam vsako leto še novi sodelavci, tako da se nam ekipa kar povečuje. Je pa res, da ne moreš velikih zgodb in novosti v bistvu delati z isto količino ljudi in je treba iti tudi tu naprej. Ampak Nina, moram te pohvaliti, ampak ne samo tebe, tudi tvoje zaposlene. Ja, res. Ker, tako si rekla, nov koncept, ki ste ga zastavili na Celjskem sejmu, se odraža tudi v vaših zaposlenih, ker jih vidiš vse povsod. Zelo lepo ste brendirani, zelo lepo ste oblečeni vsi. Točno veš, da je človek iz Celjskega sejma in tudi zelo pridni ste na družbenih omrežjih. Da redno objavljate in dejansko s tem tudi pokažete, kaj se je dogajalo, pa mogoče še kakšnega privlečete zraven, ne? Ja, zelo veliko smo delali na tem spremembi mindseta, v bistvu razmišljanja, ker to je bistveno. Če ti želiš uvajati spremembe, moraš tudi sam biti sposoben spremembe, ti morajo biti blizu, ne smeš se jih bati. Ljudje po naravi seveda nismo taki, ne? Najrajši delamo po nekih ustaljenih modelih, ker potem veš, kaj bo vam prišlo. Ko pa ti uvajaš spremembe, pa nikoli ne veš, kaj te čaka. In pri velikih zadevah, tako kot so recimo sejmi, je to kar ena velika neznanka, s katero se spopadaš in moraš biti notranje močen, da to zmoreš. In moram priznati, da ekipa je res vrhunska. Večinoma smo punce. Zdaj, če to kaj pomeni, če imate kako delovno mesto, mogoče odprte za kakšnega fanta? Ja, z veseljem bi ga vzeli. Je pa res, da je delo zelo multifunkcijsko. Naenkrat smo v več projektih, v 1000 nalogah in zgleda, da to ženskam nam pač zelo dobro leži in da to zmoremo, tako da po večini recimo 95% ali pa 90% nas je žensk. Ja, rabite še kakšnega moškega. Ja, res je. Zato pa imamo takšno vreme zunaj. Ja, možno. Ampak to je bistveno, no? Da ti uspeš ponotraniti, da spremembe so nujne, da danes so ljudje zahtevni, hodijo po sejmih in po dogodkih po celem svetu in potem, ko pridejo v Celje na dogodek, oni pričakujejo enak nivo, enak ne vem, nekaj drugačnega, tako pa v Nemčiji. In ne glede na to, da je Slovenija en res mali trg, da je Celje malo mesto, mi moramo enako ponuditi, zato da so naše stranke zadovoljne in to je seveda zelo pomembno, da ti vodje projektov in vsi, ki delajo na sejmu, tudi to razumejo in to znajo ponuditi. In zdaj, večji čevlji, nov koncept, kakšne pa so želje in cilji za prihodnost? Imaš kakšno nenapisano še? Že to, kar smo si v bistvu zdaj zastavili, bi res rada, da se dejansko realizira. Sejme si želimo delati na zelo visokem nivoju, ali je dober ali pa ga ne delamo. To je v bistvu zdaj nekako naša... To je zdaj ena? Ja. Hotel? Hotel je definitivno, bomo delali fejst naprej na tem, da se to zgodi, zato ker tu vidim eno veliko priložnost tako za Celje, kot seveda tudi za nas. Želimo si pritegnati čim več tudi drugih organizatorjev, ki organizirajo zadeve pri nas. In celjske obiskovalce. Ja, no tega si pa res želimo, ker v bistvu malo spremljamo to strukturo obiskovalcev, ki jih imamo na sejmih. Pa nekako opažamo, da imamo zelo veliko obiskovalcev iz drugih delov Slovenije, Celjanov pa mogoče malo manj. No, dragi Celjani, zdaj ste slišali, z Nino Ermens-Pangerl vas vabimo, da obiščete Celjski sejem že zdaj na naslednjem sejmu, ki prihaja in to je Mednarodni industrijski sejem. Nina, hvala za obisk, častno jo je pa povozil, saj veš. Super, najlepša hvala, zelo lepo se je bilo pogovarjati s tabo.